Recimo, če bomo uživali fermentirano hrano, tukaj imamo kislo zelje, bo to odlična zadeva. Zelje pa fižol, recimo, z bučnim oljem, to bi bila fantastična zadeva. Kakšna kisla repa tudi mogoče? Tako, kisla repa, juhce, zdaj topla hrana. Solata v tem smislu, solata za večerjo, zgleda kot zdrav obrok, ampak v tem času zdaj bomo s tem naredili si bomo štalo, po domač povedan. Se pravi, zdaj ni več čas solatk, zdaj ni več čas surove hrane, ki smo si jo privoščili v poletnem, tako v tem času. Zdaj je čas juhic, zdaj je čas začimb, zdaj je čas toplih zadev, ingverja, buč, cimeta, vseh takih zadev. Tako da tega se moramo res zavedati, da zdaj surovo pustimo bolj in gremo na to toplo hrano. Za črevesje bodo zelo pomembni prebiotiki, torej to pomeni vlaknine, tako da če bomo dodajali zelišča, prava zelišča, bomo naredili res največ. Se pravi, v bistvu nahranimo te prebiotike in probiotike v našem telesu, s to hrano, ki jo uživamo vase. Nahranimo mikrobiom, ker z mikrobiomom se dejansko ukvarjamo. Kaj pa glede encimov, pa prej si rekla prebiotik, kaj je sploh razlika? Prebiotik, probiotik, encim? Probio pomeni za življenje. Zdaj, antibiotik, kaj naredi antibiotik v telesu? Antibiotik naredi puščavo v telesu, se pravi v črevesju. Probiotiki, ker antibiotik pobije vse, dobre in slabe bakterije. Probiotik bo pa okrepil, torej kot seme za razvoj zdravih črevesnih bakterij, ki bi jih mi mogli imeti čim bolj raznovrste in naše črevesje bi moralo izgledati kot tropski gozd. Različne zadeve, ne? No, to so probiotiki. Prebiotiki so hrana za probiotike, torej vlaknine, ne? In encimi so pa v bistvu v tankem črevesju, da se čim bolj razdrobi hrana, zato da lahko zadevo telo sprejme. Zdaj pa,